V okviru čezmejnega projekta partnerske ustanove pripravljajo vrsto dogodkov oziroma prireditev. V Kostanjevici na Krki po razstavi, ki so jo odprli februarja, poleti sledi še precej obsežnejša. Med pripravo te manjše razstave v galeriji Božidar Jakec, ki bo sicer trajala celo leto, se je izkazalo, da je materijala še veliko več, da je ta material dostopen, da so institucije, ki imajo slike, kipe in ostala umetniška dela v depojih, pripravljene to posoditi, in seveda je takoj padla ideja, da naredimo v našem velikem razstavišču razstavo teh najbolj ikoničnih del. V Posavskem muzeju Brežice nameravajo prenoviti stalno razstavo o kmečkih uporih in jo posodobiti z novimi ugotovitvami. Ker pač o Puntu ne govorimo več na isti način. Tudi recimo vemo, da je bil Gregorič izurjen vojskovodja, da to ni bilo kar neka vojska, ne? Kot imamo pač podobi, da so imeli vile pa kose pa ne. Ampak dejansko on je bil usposobljen vojskovodja, bil je že v zrelih letih, in to, kar je zdaj bilo recimo včerajšnja novica, ne, da je bila mama iz Krškega, se pravi, da so nove stvari in da recimo lahko to povezujemo, in tudi, da mogoče se osvetli v večji meri to njegovo življenje, ker on pa je bil bolj na slovenskem, to vemo, ne. Ponovno odprtje stalne razstave načrtujejo jeseni. Pomemben element celotnega projekta je publikacija, ki omogoča pogled na sam kmečki upor danes in kako smo ga zaznavali skozi 20. stoletje. To vidimo skozi teksta kolegice Vlatke Filipčič-Maligec iz Muzeja seljačkih buna Gornja Stubica in pa skozi uvodno besedilo kolege Mihe Colnarja. Skratka, vsak sta svojega vidika skozi umetnostno-zgodovinski in zgodovinski fokus pogledala na kmečki upor takrat in danes. Ob tem so predstavili tudi del razstave Upor 1573-2023, ki je na ogled na ploščadi pred Kulturnim domom. Kot so še dodali, pa konec maja pripravljajo skupno strokovno ekskurzijo po pomembnejših lokacijah upora.